Pomurskem dnevniku. Pohorje uspešno v novo sezono. Nova sezona pogovorne oddaje Dora. Svetniki odločno proti nakupu Murskega vala. Donatorji hrane oproščeni davka. Vreme jutri bo delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Tik pred zimsko sezono leta 2014 se je uresničil najbolj črn scenarij nam najbližjemu smučišču, Pohorju. 16. oktobra je namreč športni center Pohorje razglasil stečaj. Zatem so sledili tedni negotovosti in iskanje rešitev, da ohranijo mariborski biser. Nekdanji lastniki so z milijonskimi dolgovi sprožili snežno kepo, ki je začela pobirati tudi druga s Pohorjem povezana podjetja. Oktobra leta 2014 je hotel Arena pod Pohorjem zaprl vrata za 3 tedne. Delavci so bili prestrašeni in v negotovosti. Vse, kar so poskušali, ni uspelo. Sedaj že 2 leti stečajni upravitelj rešuje, kar se rešiti da. Uspešne so bile izpeljane 3 javne dražbe, kjer so prodali za več kot 1 100 000 evrov premoženja. Od tega je bilo več kot 900 000 evrov razdeljenih med upnike. Stanje z mariborskim biserom je prizadelo tudi domačine. Zelo žalostni smo bili, ker to je v bistvu naša telovadnica na robu mesta in smo se bali, da bo šlo v stečaj. Vendar se je po agoniji tej nekaj letni z kratko najemom zdaj le našel občinska služba, ki je to spravila v red. Res se je obrnilo na bolje. Danes s Pohorjem, kjer smuča veliko Pomurcev, gospodari mariborski mestni avtobusni prevoznik Marprom, koncesionar pohorske infrastrukture za naslednjih 15 let. Ja, tako kot kaže, je ta sezona uspešna po vseh merilih, torej vreme nam je bilo naklonjeno, če ne z naravnim snegom, pa s pravimi temperaturami, da smo lahko pravi čas pripravili vse potrebno za smučarsko sezono in za izvedbo Zlate lisice. Tako da vreme drži še zdaj, ne glede na visoke temperature, so proge še vedno dobro pripravljene in obisk je dober. Tudi obisk se je povečal. Torej obisk je približno 30% večji kot v lanskem letu in to je tisto, kar nas veseli. Ustvarili smo pozitivno vzdušje okrog mariborskega Pohorja, povrnili smo zaupanje in to se nam zdi tudi za nadaljnje delo zelo pomembno. Čaka nas težko delo, potrebno je narediti načrt tudi za posodobitev posameznih elementov, ki so zelo pomembni za razvoj te dejavnosti na mariborskem Pohorju. In ta dolgoročnost pomeni točno to, da bo možno načrtovati, da bo možno določiti prioritete in da bo možno narediti tudi kakšen napredek, kar se tiče, bom rekel, ne samo zimske sezone, posebej tudi sezone v pomladanskem, poletnem in pa jesenskem času. In mislim, da je to naša prva naloga, da bomo zagotovili torej delovanje in pa aktivnosti na mariborskem Pohorju tudi izven samega smučanja. Vesela vest je tudi ta, da so hoteli polno zasedeni, čeprav na prodaj. V tej zgodbi je pozitivnega nekaj, nihče objektov ne bo podrl, ti hoteli in apartmaji bodo ostali. Sedaj je potrebno to znati le iztržiti. Vse to, kar je dobra iztočnica za preživetje nam najbližjega smučišča. Na TV Ideja to pomlad pripravljamo novo programsko shemo z oddajami lastne produkcije za vse okuse in starosti. Že to nedeljo se s 4. sezono na male ekrane vrača Marjan Dora s pogovorno oddajo Dora Nedeljski pogovori. Kaj zanimivega pripravlja Marjan v tej sezoni, bo v nadaljevanju povedal. Saj je tukaj z nami v studiu. Marjan Dora, lepo pozdravljeni. Zdravo. Torej, kako ste? Zmeraj na boljše gre, zlasti zato, ker se nezadržno približuje pomlad. Jaz upam, da smo zimo pospravili v celoti. Zanimivo je, kakor za koga, tisto, kar je meni zanimivo, ni zmeraj zanimivo tudi gledalcem, ampak upam, da bomo tudi v naslednjih 12 pogovorih, ki jih bomo odvrteli v tej sezoni, zadovoljili gledalce, da bomo pripeljali zanimive ljudi, take, ki jih ne moreš vsak dan videti na televiziji, in take, ki ima kaj zapovedati. Začenjam ta niz
Čeprav smo ga pravzaprav enkrat že prelomili, enkrat smo vmes naredili evropsko komisarko, Violeto Bulc. Ta ne spada ne v prve 3 nize, niti v tega novega, ona je bila vmes enkrat, ampak glede na dejstvo, da je pač taka regionalna televizija, kot je Ideja, ne dobi vsak dan evropskega ministra, smo pač naredili izjemo. Zdaj bo prvi gost Marcel Štefančič, za katerega lahko povem, da sem nekaj trenutkov tudi jaz imel besedo, da sem lahko kaj povedal. Kako pa izbirate goste? Goste izbirate sami, ampak na podlagi kakšnega kriterija? Kriterij je, da je človek dovolj ustvarjalen, dovolj znan, dovolj zanimiv, da ima kaj povedati. To je pravzaprav edini kriterij in v to not pa grejo potem od umetnikov, in to vrhunskih, humoristov, estradnih umetnikov, znanstvenikov, politikov, teh najmanj, gospodarstvenikov. Vse to se je odvrtelo v teh 36 oddajah prvega niza, plus komisarka, plus zdaj sta že posneta 2 pogovora in evo, tako počasi se bomo približali številki 50, ki jo nekateri v življenju štejejo kot Abrahama. Mi pa mislim, da smo tudi naredili več, kot smo od začetka načrtovali. Jaz nisem računal, da bo prišlo do 4. Tako da je uspešno. Kar lepo nam gre. Tudi vodstvo televizije je zadovoljno z gledanostjo, z odzivnostjo. Predvsem pa s tem, da dejansko Murska Sobota gosti ljudi, ki zelo redko prihajajo v te konce. Torej, sicer napovedujemo novo sezono, ampak me vseeno zanima, kako ste zadovoljni s prejšnjo sezono, kateri so bili tisti gosti, ki so vam najbolj ostali v spominu? Jaz jih ne jemljem kot ena sezona, vse, kar smo do zdaj naredili, recimo jemljem. Seveda so nekateri projekti, na katere sem upravičeno lahko ponosen, pri nekaterih je bilo tudi manj odzivnosti, manj gledanosti. Najbolj od vseh gledanj je bil zanimivo Jan Plestenjak. Mnogi ga jemljajo kot neki tak pevec, mislim pa, da je v slovenskem tem delu estrade vrhunski. Zelo dobro se je prijel Sašo Hribar, ko smo ga imeli. Potem seveda smo imeli pogovor z predsednikom države, ki je takrat prvič napovedal, da pripravljata z Petrom Jambrekom Evropsko ustavo. To so zdaj že predstavljala v Bruslju in tako naprej. Postaja resen projekt. Ostalih, ne vem, recimo meni je zelo ostal v spominu Boris Cavazza. Vrhunski, fantastičen človek, z zelo, zelo težko zgodbo za sabo, ampak to je umetnik z velikim ne mislim na robe mišljenjem, ampak resnično z veliko začetnico. Tako pač, mene izpolnjujejo ti ljudje, prav srečen sem, da imam priložnost se pogovarjati s tako zanimivimi ljudmi. No, upajmo, da bo tudi ta sezona zelo zanimiva in uspešna. Torej, oddaja pa ostaja v istem terminu kot v prejšnji sezoni, ali je prišlo do kakšne spremembe? Ne, v nedeljo ob 6. zvečer začenjamo, potem v nedeljo pozno zvečer, potem so tiste ponovitve, glavne so pa spet v sredo zvečer ob 8. pa pol 11. nekaj takega. Tako da tudi, če bo človek pač, ali nekateri, ki ne vidijo TV Ideja, pa lahko stvar gledajo na YouTubeu, Dora nedeljski pogovor in na spletni strani sobotainfo.com, kjer je tudi objavljena, pa na strani TV Ideja seveda. Svetniki mestne občine Murska Sobota so se včeraj sestali na 3. izredni seji, ki jo je sklicala svetniška skupina Modra lista Antona Štihca, svetniki so podpisniki. Razlog sklica izredne seje je bila namera javnega podjetja Cerop, da kupi 60% delež podjetja Murski Val. Pobudnik izredne seje pa je med drugim Jevšku očital, da se je vsem odločal sam in ne kot mestna občina Murska Sobota. No in rezultat te zgodbe, ko se enkrat glasuje za sklep, potem pa se umakneš čez 2 dni, pa preko medijev javiš, zdaj pa mi umikamo soglasje občine. Ti sklepi, če bodo danes prijeti, ti 3, vam bodo res lahko služili, župan, da boste lahko z vso odgovornostjo rekli, pa z vso težo, občina se umika iz tega posla. Do sedaj ste vi kot župan vstopili v ta posel, ste vi kot župan preko medijev rekli, da odstopate,
ampak ne na pravi inštanci, samo preko medijev, ker koliko slišim, noče izklicati niti sveta ustanoviteljica ali pa skupščine. Z tem sklepom mestnega sveta, če bo seveda izglasovan, pa upam, da bo, ker dejansko koristi vam, pa boste imeli to težo, da boste rekli, pač mi odstopamo od teh zgodb. In to je celi namen, prav te zgodbe. Predlagane sklepe svetniških skupin Modra lista Antona Štihca in SMC so svetniki podprli. Občina Lendava je z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano podpisala sporazum o izvajanju spremljanja cvetnega prahu v Lendavi. Merilna postaja v Lendavi je prva tovrstna postaja v severovzhodni Sloveniji. Pridobljeni podatki omogočajo pogled na stanje o alergenih v zraku v radiju več kot 30 km. Monitoring cvetnega prahu izvajajo še v Izoli, Ljubljani in Mariboru. Prvič pa bodo lahko spremljali stanje tudi v Pomurju. Cvetni prah namreč spada med najpogostejše vzroke alergijskih bolezni. S postavitvijo merilne postaje v Lendavi pa želijo prispevati k višji kakovosti življenja tistih, na katere alergeni cvetni prah najbolj vpliva. Merilna postaja je postavljena v središču mesta na strehi nekdanje Mercatorjeve trgovine. Monitoring cvetnega prahu v zraku se izvaja predvsem z namenom obveščanja javnosti in svetovanja posameznikom ter napovedovanja koncentracije alergenega cvetnega prahu, ki ljudem, ki so občutljivi na cvetni prah, omogoča pravočasno izvajanje zaščite in začetek zdravljenja. Monitoring se bo izvajal celo leto. Aktualna poročila in napovedi pa so objavljena enkrat tedensko na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in na vstopni strani občinske spletne strani. Trgovine, gostilne, humanitarne organizacije, ki so v preteklosti donirale viške hrane, so morali plačati tudi davek. Nov zakon, ki ga je uredila vlada, bo donatorje oprostila tega davka. Zakon o kmetijstvu na novo ureja doniranje hrane zaradi preprečevanja izgub velikih količin hrane, ki je eden od pomembnih izzivov sodobne družbe. S tem se sledi ciljem krožnega gospodarstva in predvsem pomoči socialno ogroženim. Že nekaj let si prizadevamo, da hrana ne bi šla v odpad, ampak ljudem, ki jo potrebujejo, je povedala državna sekretarka trgovine, gostinski obrati, humanitarne organizacije, ki so v preteklosti donirale viške hrane, so namreč morale plačevati tudi davek. Z novo ureditvijo pa bodo donatorji oproščeni davka. S tem bo dana spodbuda za doniranje hrane, saj je bila obveznost obračuna DDV pogosto razlog, da je neporabljena, vendar kakovostno in varnostno še ustrezna hrana končala med odpadki. Zakon bo omogočil tudi sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane. Iščete zaposlitev? Vsak petek vam na TV Ideja ponujamo pester izbor zanimivih zaposlitev. Tudi ta teden smo za vas izbrskali nekaj zanimivih prostih delovnih mest. Če se v katerem dopisu prepoznate, je lahko zaposlitev tudi vaša. V zdravstvenem domu Ljutomer so upravljanje medicinskih pregledov na področju predšolskih otrok pripravljeni zaupati zdravniku specialistu pediatru. Kot asistent maloprodaje se lahko pridružite družbi MOL Slovenija, kjer bodo veseli pomoči pri različnih nalogah, projektih in ostalih operativnih delih znotraj oddelka. V podjetju Pongrad medtem zaposlijo odgovornega vodjo na delovni enoti asfalterstvo. Vas odlikuje predvsem znanje alternativne medicine? V Centru zdravega življenja zaposlitev dobi bioresonančni terapevt. Željne po potovanj pa priložnost tokrat čaka v ekipi Red Bull Air Race. Delovno mesto vodje komuniciranja v Salzburgu vam lahko prinese odlično znanje nemškega in angleškega jezika ter dobro poznavanje medijev in odnosov z javnostjo. Povezave do prijav na vsa delovna mesta najdete na sobotainfo.com. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da je premoženje nekoč uspešnega pomurskega podjetja pristalo na dražbi. O katerem podjetju je govora, preberite na sobotainfo.com, mi pa si oglejmo še kratke novice.
Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, pri nas pa bo po večini delno jasno. Več o vremenu v prihodnjih dneh pa v nadaljevanju. Danes smo imeli na vzhodu države po večini jasno vreme, drugod je bilo oblačno. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko in Radencih namerili 12 stopinj, v Murski Soboti 13 in v Lendavi 14 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo po večini delno jasno. Dopoldne se bodo na zahodu pričele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne krepile in zvečer prehodno razširile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugu. Najnižje jutranje temperature se bodo v vzhodni Sloveniji gibale med 5 in 6 stopinjami, dnevne pa se bodo povzpele tudi do 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Veter bo oslabel. V ponedeljek kaže na pretežno oblačno vreme, občasne padavine se bodo prehodno razširile nad vso državo. Na Primorskem bo zapihala burja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldne gibale okrog 4 stopinj Celzija, popoldne pa se bodo povzpele do 14. To smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si, v naši družbi ostanite še naprej, pa prijeten konec tedna.